Polnočna srečevanja. Beseda je še vedno pri Bogu. Zakaj bi morali utišati lastne koncepte in reference, ki smo jih uporabljali pri njihovem oblikovanju? Pravijo namreč, da na stvari gledamo iz svojega zornega kota. To je res, ali kako je mogoče na svet gledati drugače kot iz svojega zornega kota? Tudi tisti, ki nam to očitajo, na vse skupaj gledajo iz svojega zornega kota, kaj ne? A vse skupaj je še mnogo hujše in bolj zapleteno, kot si želimo. Če hočemo kaj razumeti, na svet ne smemo gledati samo iz svojega zornega kota, ampak moramo storiti še nekaj. Nekaj, kar nas je naučil Hegel, ko je dokazal, da je svet vselej odtujen od sebe. Prav zaradi tega razumevanje resnice terja odtujitev od te odtujenosti. Šele na ta način bomo razumeli, kako nastaja resnica in kako jo sami zastopamo. To je še zlasti pomembno danes, ko zlasti krščanski trdijo, da bodo premagali odtujenost kapitalističnega sveta s ponovnim uvajanjem vrednot, vzgoje, družine in domačega ognjišča in tako dalje. Skušali bomo pokazati, da nas resnična odtujenost, če jim bo uspelo, šele čaka. Začnimo z besedo in pri njej. Besede, se strinjajo celo krščanski, je bila na začetku pri Bogu. Dobro, torej je ni imel lasti noben človek. Vsa je bila pri Bogu, nič ni manjkalo. Nobene besede ni bilo, ki bi bila nekje onkraj, kamor nihče ne more. Vse besede so bile na voljo, vsakomur, in še danes so. Logos moramo zato razumeti na dva načina, kot in kot besedo. Logos je samostojen oziroma avtonomen. Ko besedujemo, smo enaki pred besedami, ki so pri Bogu, torej smo enaki pred Bogom. Krščanski pri tem nimajo nikakršne prednosti. A beseda je nič. Res je, da vztraja, vendar je vselej že mrtva. Vztraja torej prav kot mrtva. Nič čudnega, saj drugače kot vztrajati ne more, ker je mrtva. Življenje torej vztraja le po smrti besed. Te so vselej mrtve, kar pomeni, da je smrt pred življenjem. Mrtva beseda je materialna in prisotna na določenem mestu, na primer v knjigah, ki vselej dišijo. Življenje je nedoločljivo, čeprav vztraja. Beseda je tudi človekovo bistvo. Zanj ni bistveno samo to, da govori, ampak je beseda tudi dobesedno njegovo bistvo. Mrtva beseda je človekovo bistvo. Kot takrat, ko reče duša. Ta je zgolj beseda, življenje pa je onkraj nje. Kljub temu pa človeško bitje ve, kaj govori, čeprav imajo navado reči, da človek svojega bistva ne pozna. Beseda namreč ustvarja distanco, razdaljo, tudi do bistva, to je do sebe. Seveda, saj brez razdalje ne bi bilo življenja. Ustvarja tudi razliko, zato je vselej mogoče vedeti, kaj je kdo povedal za nazaj.
Mogoče je celo ugotoviti, kakšne učinke je proizvedel pri svojih poslušalcih ali bralcih. Pri živalih tega ni, saj ne govorijo. Človek pa s pomočjo besed ne ustvarja le razdalje, ampak si tudi prisvaja svet. Prisvaja si celo tisto, kar je domnevno izgubil, ko se je učlovečil, svojo naravo. Ustvarjajo. Človekova narava je iz besed in kot taka je mrtva. Človek je živi mrtvec. A izgubili smo nekaj drugega, kakor verjamemo. Izgubili smo namreč svojo univerzalnost, ne substancialnost. Samega sebe smo izgubili kot univerzalnost. Le to si prisvajamo z besedami, zato je premalo reči, da lahko vsak človek pove, kar hoče, saj ne ve, kaj hoče. In univerzalnost, ki je v bistvu, je mogoče prisvojiti le z besedami. Človek je torej bitje, podložnik, hlapec besed. Z njimi ustvarja življenje in svetove, proizvaja pomene in smisle. Teh ne more fiksirati in prav je tako. Človek je z besedami svobodno bitje, potuje po svetovih, ki jih ustvarja. Kot svoboden si prisvaja sebe kot univerzalnost. Človek je v bistvu univerzalen, zato bo vselej odtujen od sebe. V njegovem bistvu je univerzalnost, je subjekt. Tudi v načinu, kako si jo prisvaja, je lahko univerzalnost. Sam način je lahko univerzalen, a krščanski način gotovo ni tak. Človek brez besed ne more biti svobodno bitje, torej so besede pogoj svobode. Besede pa so med ljudmi, zato je med njimi tudi razdalja. Seveda je tudi svoboda. Govoreči ljudje so svobodni, a šele z razdaljo pride tudi možnost emancipacije, kajti svoboda je zgolj možnost. Empirično živijo ljudje kot gospodarji in hlapci. Slednji so seveda hlapci, a najbolj resnični hlapci so njihovi gospodarji, ki so popolnoma odvisni od tega, kar zastopajo. In šele gospodarji ustvarjajo ideale, ki da jih je treba doseči. Vedno jih bodo ustvarjali, saj gre to skupaj z gospodovanjem. Hlapci zato na najbolj prepričljiv način živijo univerzalnost, če jih pri tem čim prej in čim bolj sesuvajo. Z besedo jih je mogoče sesuti, ustvarjati pa je mogoče tudi možnost. Ne možnost vrnitve k naravi ali k nečemu, kar imamo za izgubljeno, ampak možnost emancipacije med gospodarji in hlapci. Toda tudi med emancipiranimi ljudmi je razdalja, ki je ni mogoče premagati. Z razdaljo nič narobe, pomembno je le, da hlapci z besedami ne dovolijo gospodarjem, da bi ustvarjali svetove, kajti gospodarji ne vedo, kaj delajo. Še slabše, tega niti nočejo vedeti. Torej jim morajo hlapci pomagati, da bodo izvedeli. Iz tega bi se morali česa naučiti zlasti šolniki. V jeziku, v katerem živi človeško bitje, svet postane diskurziven. Prisoten je namreč med ljudmi, medtem ko je človek kot beseda, pomen dobiva šele od drugih. Človeško bitje ne more preživeti brez drugih, brez njih ga dobesedno ne bi bilo. A to še ne pomeni, da je čisto vse, kar drugi povedo o nas, enako pomembno. Nekatere izjave preprosto niso pomembne. In Hegelov diskurs je govor sveta, pravijo. To je zelo težko razumeti. Vsekakor za začetek lahko rečemo, kar zlahka razumemo. Logos je vir in konec vsega, kar je. Vse je zato umno.
Čisto vse je umno, kar pomeni, da je mogoče razumeti vse. Toda jezik vselej oblikuje drugi svet, saj mora biti odtujen od samega sebe. Ta je resničen, vendar je drugi. To, kar je, torej ni to, kar je drugo, drugi svet. Resnični svet je drugi. Jezik, ki ga uporablja človeško bitje, je svet, vendar je ta cirkularni, krožni svet, ni linearni. Tega poznajo samo gospodarji, zato tako radi govorijo o svetli prihodnosti in o idealih. Linearni svet je imaginaren, prav tako cirkularen je tudi večni svet. Beseda zunaj njega ne more imeti nobenega pomena. Še več, sploh ne more biti. Človek tudi ne more biti. Besede imajo pomene v svetovih, ki jih ustvarjajo. Človek lahko živi le v svetu pomenov, kajti jezik je mrtev. Besede so mrtve, človek kot bitje besed je mrtev. Živ je le, če postane bitje pomenov. Ti pa so vselej med ljudmi, kar je na najbolj prepričljiv način dokazoval Sokrat. Sokrat je bil govorec na življenje in smrt. Rušil je vse, kar se je dalo, da bi na novo gradil. Bil je filozof, torej je bil človek, ki misli odtujenost. Ne le človekovo odtujenost, ampak tudi odtujenost sveta. Zlasti pa seveda lastno odtujenost. Le pomislite, koliko filozofov poznate, ki bi bili kakor Sokrat, to je, ki bi bili sposobni in voljni misliti lastno odtujenost. V tej deželi ni niti enega. Kot filozofi mislimo lastno odtujenost, ne zato, da bi jo premagali ali razrešili v nekem idealnem ali imaginarnem svetu, ampak zato, ker je odtujenost v kapitalističnem svetu, kot je pripomnil Althusser, rojstvo humanistike. Kapitalizem je namreč že zdavnaj človekova narava, ki jo moramo vzeti nazaj, saj je odtujena. Narava je namreč odtujeni duh, le da tega ne ve. Prav zaradi tega moramo premagovati odtujenost. Vzeti jo moramo nazaj, nase, kot bojevniki na življenje in smrt. Za življenje, seveda. In da bi se to zgodilo, moramo govoriti in misliti lastno odtujenost. Govoriti moramo o njej. In modrost, pravi Nietzsche, je sicer krona, a ta je na truplu. Zato smo antirazsvetljenci in antihumanisti. Opraviti imamo le s trupli, z mrtvimi rečmi in naša modrost je odtujena. In kako potem razumeti vednost, za katero pravijo, da se je človek nauči zlasti v šolah? Vednost je noč, ki je postala dan, svetloba, a to se nikoli ne zgodi v šoli. Zgodi se drugje, zlasti pa ob drugem času. Je iznajdba absolutne resnice, kot bi dejal Hegel. Vedno je odtujena, je jabolko, ki je padlo z drevesa. Kljub temu je lahko absolutna. Kot filozofi proti odtujenemu kapitalizmu mislimo odtujenost, proces odtujevanja. Ne ljubimo vednosti ali resnice, ampak jo proizvajamo, medtem ko filozofi nenehno trdijo, da jo ljubijo. Znanstveniki ne trdijo niti tega, zato nam zavidajo, saj so nemočni. Mislimo na državne filozofe in druge uradne humaniste, humaniste po uradni dolžnosti. Simbolna smrt dokonča proizvodnjo resnice, zato smo hladnokrvni morilci stvari in sveta. Iz obstoječih elementov bo treba zgraditi nov svet, ne pa se truditi dosegati ideale, ki jih še ni in jih nikoli ne bo.
Vselej bodo le ideali in vselej bodo gospodarji, ki bodo priganjali hlapce k njihovi realizaciji in bolj, ko jih bodo ti ubogali, slabše se nam bo godilo. A resnici ni mogoče uiti. Če je ne razumemo, se kljub temu srečujemo z njo, na travmatičen način seveda. Svoboda namreč hoče svobodo. Svoboden človek hoče le svobodo in ničesar drugega. Ne moremo mu učitati niti narcizma, niti zaslepljenosti, niti oblastiželjnosti. Vse to lahko učitamo drugim, ki niso voljni premagovati lastne utujenosti, vendar nam ne pride na misel, da bi komu kaj učitali. Naša naloga je samo ena. Kot svobodni ljudje hočemo vztrajati v svobodi. Empirično vzeto se je svet okoli nas že zdavnaj zaprl. Nihče ne pove ničesar novega. Obstajajo le še reciklirane izjave. Nič več se ne dogaja. Bog je mrtev. Bog je smrt. Ta smrt je konec zgodovine. Zgodovina je bila. Hegel je to vedel. Oblikovati moramo nov svet, da bi v njem resnica bila to, kar je. In kaj resnica je? Odtujena od sebe zastopa koordinate vsakega mogočega sveta. Ni ideal, ampak je nekaj, kar vselej lahko proizvedemo, brez posebnih priprav in napornih treningov. Resnico je vselej mogoče ustvarjati iz elementov sveta, ki so pred nami. Danes potrebujemo filozofijo v novih obzorjih in svetovih, ki nam pomagajo, da ne vidimo, kaj se dogaja pred nami. Potrebujemo jo zato, da ne bo še zadnji človek postal potrošnik recikliranih dobrin, konformirano bitje družbenih spektaklov, podložnik javnih občil, ki naivno verjame vsemu, kar vidi in sliši. Potrebujemo jih zato, da bo mogoče dokazati, da je še mogoče ustvarjati drugačne svetove, v katerih se ljudje drug z drugim znajo pogovarjati, ne pa, da si skačejo v besedo, kot imamo priložnost videti vsakič, ko nekaj ljudi sede za tako imenovano okroglo mizo in se gredo izmenjavo mnenj, gledalci in gledalke pa morajo prenašati njihove abotnosti, bebavosti ter nezmožnost lepega vedenja in neartikuliranost. Kljub vsemu, kar so povedali modri in storili pogumni, počasi nastajajo novi gospodarji in novi miti. Katoliška cerkev, naš prihodnji gospodar, seveda nima novih konceptov, ampak prepoznava kapitalizem in se mu prilagaja. Dobre novice ni več. Tudi drugi gospodarji se prilagajajo in pravijo, da nimajo časa za moralo, filozofijo in autorefleksijo, a v nečem se motijo. Današnjega sveta ne vodijo grobi materialistični interesi, ampak čisto duhovni, kar je seveda še mnogo slabše. Arhaične strukture še vedno živijo v nas in zlasti cerkev se s pridom naslavlja nanje. Podobna je starcu, ki se sprašuje, če ga sploh še kdo posluša, a to spraševanje je v resnici odveč in je sprenevedanje. Resnica je namreč šele resnica naše odtujenosti, ta pa je kapitalistična. Postaviti jo je treba pod vprašaj, radikalno. Vendar ni filozofov, ki bi to storili in s tem postali modri. Nihče več noče biti moder, še filozof noče biti. Pišem, da bi vplival na vas. Sprašujem se, da bi bil vaš simptom. Nekaj torej, česar zlepa ni mogoče razvozlati, dešifrirati in razumeti.
Ne zanima me nevtralnost in ne zanima me objektivnost. Ne mislim se niti popravljati, kot je nekoč pripomnil Guy Debord. Besede so namreč pisma, ki vselej dosežejo naslovnika. Govorjenje je izmenjava pomenov, ki jih ni mogoče določiti. To na čudežen način zmorejo le šolniki in univerzitetniki. Toda Marx ni poznal nikakršnih idealnih prihodnjih stanj. Zgodovina, pravi, bo šele nastopila. Takrat bo tudi emancipacija. Toda nanj so že pozabili, zato so razglasili konec zgodovine. Škoda. Resnica je darilo, ki smo ga prejeli od tistih, ki so jo ustvarili. Ko prejmemo dar, ga seveda vrnemo tja, odkoder je prišel. To je naša obveznost in naša naloga. Sveti Avguštin in Pascal sta namreč vedela, nimamo mi resnice, ampak ima resnica nas. Resnica ni naša, ampak je darilo. A to so vedeli tudi mnogi drugi, vsekakor pa v polnoči. Audio Sensory.